obrambi slovenske moške članske reprezentance je tvoje ime kar nekako ena od sopomenk, en sinonim. Kaj ti je pomenilo igranje za slovensko izbrano vrsto? Ja, sigurno velik ponos igrati za slovensko reprezentanco in ta občutek sem dobil že takoj, ko sem igral že za mlajše, začenil igrati za mlajše kategorije v reprezentanci in to je bila velika stvar za mene in jaz mislim ponos predvsem in ena tudi velika odgovornost in ta odnos sem v bistvu imel in ta občutek sem vedno imel vse do konca kariere. Bil si kapetan reprezentance, imaš največ nastopov, največ doseženih točk. Si kdaj mislil, da je to možno in kaj ti v bistvu te podatki pomenijo? Ja, ne, nikoli si nisem mislil, da bi kaj takega bilo realno ali pa kaj, ampak potem nastop za nastopom, točka za točko, ampak predvsem število nastopov mi veliko pomeni, se pravi, da sem imel neko kontinuiteto, da sem bil del reprezentance dolg časa in točke, statistike, te stvari mi niso tako pomembne, ampak število nastopov mi pomeni veliko. Če malo zavrtiva ta časovni stroj nazaj, česa iz reprezentančnih dni se v bistvu igralsko najbolj spomniš? Vsega, v bistvu jaz mislim kot prvo bi rekel vedno vsako poletje, ko se je akcija začela oziroma vsako to reprezentančno okno, je to prvo združenje s kolegi, s katerimi smo pač v mlajših kategorijah skupaj gor rastli v Sloveniji, vsak v različnem klubu, tudi tekmovali en proti drugemu in potem vsak je šel svojo pot v tujino in vedno to poletje, ko se spet združiš, je bilo nekaj posebnega, no, in sigurno je to ena od prvih stvari, ki mi pade na pamet in seveda potem vse borbe, vse bitke, ki smo jih dali čez. Ja. Biti kapetan reprezentance je še nek dodaten poriv za čim bolj požrtvovalno igro, predvidevamo? Ja, sigurno je še ena odgovornost več, seveda ob vsem, kar ti kapetanstvo da, kot sem že prej omenil, en dodaten ponos, biti kapetan nacionalne vrste in potem po drugi strani je pa tudi velika odgovornost, zato ker ti si v bistvu tisti, ki mora ekipo držati skupaj, ki mora biti vedno na razpolago vsem in mora biti tudi eden izmed veznih členov med trenerskim štabom pa ekipo in ni samo ponos, ampak je tudi velika odgovornost. Koš proti Italiji v zadnji sekundi Evropsko prvenstvo 2007 v Španiji, malo nam povej, kakšne misli so šle pred tem dogodkom, kaj si takrat zamislil, kako si se počutil? Ja, v bistvu, po prvič povem, v bistvu ni bilo niti časa za razmišljanje, vem, da mi smo vodili v bistvu, se mi zdi, 2 točki ali 1 točko, se ne vem, ampak Italijani so takoj šli v napad, so dali trojko in se spomnim, da je Smoki še žogo brcnil in rekel, spet so nas te Italijančki dobili, ampak itak se je ura ustavila in potem, ko smo žogo hitro dali, ni bilo niti časa za razmišljanje. Jaz sem hitro šel čez sredino, naredil en crossover in vrgel tisto trojko, ki je v bistvu šla not in takrat to je bila tudi prva tekma na Evropskem prvenstvu in
ne samo ta zmaga, ki je bila sladka, zato ker vedno rečemo, da imajo Italijani to srečo, zdaj se je malo sreča obrnila in ne samo ta zmaga kot zmaga, dala nam je tudi malo samozavesti, pogona za nadaljevanje Evropskega prvenstva. Mnogi menijo, tudi jaz sem med njimi, da te še zdaj bolita oba dva gležnja zaradi Evropskega prvenstva 2009 na Poljskem, kjer si imel nenormalno minutažo. Kako si vse to zdržal takrat? Ja, težko, ampak mislim, da je cela ekipa bila vrhunsko pripravljena. Takrat je bil selektor Jure Zdovc in se spomnim še zdaj priprav na Rogli, kjer je bil tale trener za fizično pripravo Loki, ki ga je Jure pripeljal iz Beograda in to so bile old school priprave. Jaz spomnim, par dni sem zelo težko spal, se obračal posli zaradi vsega muskelfibra, ki sem ga imel, ampak smo se dobro pripravili. Seveda, tisto prvenstvo je bilo, kar se tiče obremenitve, nenormalno, vsaj zame, ker Gogi se je poškodoval, zadnjo tekmo pred Evropskim se je poškodoval Beno Udrih in tudi na koncu sem v bistvu zadnjo tekmo odigral z dvema zvitima gležnjema, tako da še danes je težko, da nosim all-starke, zato ker gležnji čuden izgledajo, so zdaj že kar deformirani, no, ampak ne izgleda lepo, če nosim all-starke, tako da ja, sigurno so pustili posledice, ampak to je del tega odrekanja, to je del službe. Kot bil si eden od pomočnikov pri zlati evropski zgodbi leta 2017, eden od pomočnikov selektorja Kokoškova. Kakšne so bile v resnici tvoje zadolžitve in kakšni so tvoji spomini iz te akcije? Ja, zadolžitve so bile enake kot so jih imeli in Rado in Sašo, tako da smo si vsi razdelili tekme, ki smo jih analizirali za pripravo. Se pravi, vsako tretjo tekma je bila moja. Mislim, da je glih tako se je išlo, da je bilo finale v bistvu moja naloga, ampak seveda, poleg tega, ker sem jaz bil zadolžen za Srbijo, sta seveda vedno smo si priskočili na pomoč tudi ob vsaki priložnosti, tako Rado, tako Sašo in seveda potem dal to analizo potem Igorju, ki je potem vse izplaniral do potankosti. Spomini so pa, kar se tiče za take stvari, še posebej, ki se končajo z takim uspehom, fenomenalne. In mislim, da bo to meni in ne samo meni, celi Sloveniji ostalo za večno v najlepših spominih. Kako bi primerjal to generacijo z generacijami, kjer si ti igral, talenta nam absolutno nikoli ni manjkalo? Jah, jaz kaj sem? Jaz sem vedno rekel, po tistem začel se je z letom 2005 Evropsko prvenstvo v Beogradu, takrat se je nek kult reprezentance res definitivno spremenil in ostal vse do danes. In seveda ga želimo ohraniti čim dlje oziroma v nedoločen čas, zato ker to je zelo pomembna zadeva in jaz mislim tako, da ta cela mentaliteta reprezentante, cel ta kult ni bil nič kaj drugačen kot v drugih reprezentancah, ampak ta reprezentanca se je našla. Imeli smo Gogija v najboljšem momentu svoje kariere, kjer je res odrastel, ne kot igralec, kot res lider ekipe.
Potem smo imeli Lukata, ki je bil spet imel vrhunsko sezono za sabo in v bistvu prvič član reprezentance, ampak je bil že s takim talentom, s tako kvaliteto, da je res tudi naredil razliko. In seveda vsi ostali, ki so našli svoje vloge v tej ekipi, v bistvu do perfekcije. In ta ekipa je res delovala super, tako na igrišču kot izven igrišča. In jaz mislim, da spet so bili momenti v Evropskem prvenstvu, kjer so nam dali ta zagon v hrbet. Recimo zmaga v prvem delu proti Fincem, kjer je Randolph, kljub temu, da ni igral v najboljši formi na začetku, je tisto žogo ukradel in mi smo s to Finsko zmagali. In seveda vsak tak moment ti da plus v takem sistemu tekmovanja in vse nam je šlo in na koncu jaz mislim, da smo zasluženo zmagali zlato. Če se malo zdaj obrnemo na tvojo klubsko kariero, začel si pri Slovanu, potem nadaljeval v Krki. Ali je tekma 18. oktobra leta 2001 proti Real Madridu bila tekma, kjer te je Evropa dobesedno spoznala? Igral si namreč 40 minut, dosegel 38 točk, imel player index 55. Si tako tudi sam doživel, da takrat si se postavil na košarkarski zemljevid Evrope? Ja, mislim, da je bila res ta tekma, ki je v bistvu moje ime res postavila na košarkarski zemljevid Evrope. Ne samo moje ime, tudi ime recimo Krke. Takrat so po mojem vsi začeli tudi razmišljati o meni kot neki perspektivi, neki prihodnosti v nekih mogoče tudi večjih klubih v Evropi in mogoče bi rekel, da je res, da je ta tekma bila mogoče ta začetek, mogoče preboj, bi rekel, na to evropsko sceno. Zdaj, v nadaljnjem toku tvoje igralske kariere v bistvu nima smisla izgubljati besed. Panathinaikos, Barcelona, z Barcelono tudi osvojena Euroliga. Kje si se nekako najbolje počutil v vseh sredinah, kjer si igral? Igral si tudi v Turčiji. Ja, mislim, da sem imel to srečo, da sem igral v teh največjih klubih, kjer ne izbirajo samo oziroma ne kupujejo samo igralcev, ki imajo vrhunske statistike, ampak dajo dosti pomembnosti na karakter igralca. In tako da sem se tako v Panathinaikosu kot v Barceloni, kjer sem v bistvu preživel večino moje kariere, počutil odlično. Zato ker vsi igralci tam so bili zelo dobri fantje, tudi še dandanes se slišimo, smo obdržali to prijateljstvo. Po drugi strani pa, kakor smo mi profesionalni košarkaši ali profesionalni športniki na najvišjem nivoju, se počutiš vedno dobro v tistem okolju, kjer zmaguješ. In jaz sem imel to srečo, da sem bil zelo uspešen tako s Panathinaikosom, tako z Barcelono, tudi tisto leto z Galatasarayom. Tako da vedno, ko zmaguješ, si veliko bolj sprejet, kjerkoli si, veliko bolj se počutiš tudi psihično in jaz mislim, da tako kot vedno rečem, povsod je lepo, kjer zmaguješ, ko igraš vrhunski košarko. Tudi v New Yorku, če izgubljaš, mislim, da ni najlepše. Tako da je veliko tudi tega odvisno. V sezoni 2003-2004 si bil najboljši izvajalec prostih metov v grški ligi, 92,6% si jih izvajal. 7 let kasneje, v sezoni 2010-2011, si pa izvajal v španskem prvenstvu proste mete 94,5%.
Odkot ta natančnost? A je to vseeno malo prirojeno ali je to samo trening? Ja, jaz mislim, da je tukaj predvsem pri preciznosti predvsem trening. Veliko treninga, veliko repeticije in na koncu tudi koncentracija, še posebej tukaj govorimo o prostih metih, še posebej tukaj je koncentracija zelo pomembna in seveda samozavest. To so ene par faktorjev, ki odločajo, a boš ti uspešen šter oziroma ne toliko uspešen. In res, jaz mogoče moja kvaliteta oziroma mogoče tudi talent je bil, da sem bil res trmast, res trd delavec. Za vsako stvar sem imel sposobnost repeticije še 1000-krat, da mi je le uspelo in lahko se pač tej lastnosti moji tudi zahvalim, da sem naredil tako kariero, kot sem jo, zato ker moje fizične predispozicije niso, bi rekel, vrhunske za, kakor bi rekli, za vrhunsko košarko. Pod izrazom na tvojem licu vidim, da smo te malo presenetili s temi podatki. Sam nisi vedel, da si izvajal proste mete s tako natančnostjo v teh 2 sezonah? Ne, po mojem sem pozabil in vse sem že na začetku rekel, na te statistične podatke na koncu ne dajem veliko pomena. In tudi zdaj recimo vidim, da statistika je kot bikini. Veliko pokaže, ampak te glavne stvari bo zakrila in tudi zdaj kot trener imam tako mišljenje. Greva naprej. Pot med trenerje je bila za tebe neko logično nadaljevanje po koncu kariere? Če da, kdaj si že to nekako pri sebi imel v glavi, da bi želel? Ja, že ko sem končal zadnja leta moje kariere, sem razmišljal o tem, da bi želel ostati v košarki v neki vlogi in tukaj mi je še najbolj bila všeč vloga trenerja, za kar sem tudi študiral. Recimo študiral sem na fakulteti za šport in tukaj sem imel tudi je bilo tudi neko logično nadaljevanje. Tako kot sem že prej rekel, imel sem dosti sreče, da sem sodeloval tudi z najboljšimi trenerji, mogoče v Evropi in mogoče tudi na svetu, od Željka Obradoviča, tukaj Igor Kokoškov, Božidar Maljković, Jure Zdovc, Čavi Pascual, Duško Ivanović in lahko bi jih še naštel, da ne bom komorkoli krivice delal. In od njih sem se tudi že v igralski karieri veliko naučil in potem tudi, ko sem začel delati kot trener, sem se ogromno pobral. Spomniš prvega trenerjevega nasveta, ki si ga dobil, mogoče še kot najstnik na Slovanu? Ja, mogoče tukaj bi seveda moj trener je bil na Slovanu, je bil Gorazd Nogršek, pokojni, ki je bil zelo dober trener, zelo dobro skrbel za nas, ampak mogoče tukaj še velik pečat je tudi pustil tukaj, ki je bil organizator vsega tega podmladka tukaj na Slovanu, pokojni Vojko Herksen in veliki anekdot tudi iz njegovih treningov. On, kot veste, rad prišel v coklih na trening in če je bilo karkoli narobe, so cokle letele v zraku ali pa ključi. In kdaj tudi, ko smo spomnim, tudi jaz, med drugimi, ko je bilo kakšnakoli napaka oziroma je rekel: Jaka, pa kaj s tabo? Hej, prestaj zate ravnil. In take imel in to ti vedno v glavi ostane. Prestaj zate ravnil, pa a si ti playmaker ali si play destroyer. Take je imel, ki v bistvu ti ostanejo v bistvu
v glavi celo tvojo kariero. In v bistvu smo vsi smo srečni, ko smo imeli take trenerje, od pokojnega Gogija do tudi pokojnega Herksla, in da smo lahko na koncu tudi naredili ta korak naprej. Prvo vzljubili košarko in potem tudi imeli to vzdržljivo potrpežljivost, da smo delali in uspeli. Kakšen je Jaka Lakovič kot trener? Ja, kaj sem to bi po mojem mogli moje igralce vprašati, ampak mislim, da sem zahteven, zelo zahteven, dam zelo poudarek na detalj, na iskanje te ne perfekcije, ampak ekscelencije, no, ko bi rekel, kar ni isto. Perfekcija mislim, da ni mogoča, ekscelencija pa je, da iščeš tisto najboljše, kar lahko v danem trenutku daš, oziroma da iščeš, da postaneš najboljši, kar lahko si. In tukaj sem zelo zahteven, zelo redko se premaknem za centimeter v teh zahtevah, ki so osnovne. Po drugi strani sem pa razumljiv in želim biti razumljiv do igralcev. Tukaj sem pa recimo veliko se naučil recimo tukaj prav od Igorja Kokoškova, prav od njegovega odnosa trener-igralec, kar mi je bilo zelo zanimivo, kar mi je pustil velik pečat, in rad grem proti temu. Mislim, da kako bi rekel, dretje, mislim, da to več ne gre. Igra je zelo hitra in jaz mislim, da tukaj igralec rabi veliko empatije, veliko sodelovanja, veliko razumevanja, tako da se bolj usmerjam v to smer, kot bi rekel, rad bi nekako tudi v tem bil kot recimo Igor Kokoško. Bi Jaka Lakovič trener imel na pleju Jako Lakoviča? Ja, bi, sigurno. To je bilo vprašanje že kakšnih večjih novinarjev iz večjih držav, ampak ja, predvsem zaradi karakterja, nepopustljivosti, vedno trdega dela in vedno na razpolago ekipi. In to so kvalitete, ki recimo mislim, da sem jih jaz kot igralec imel, in mislim, da take kvalitete, če jih imaš v igralcih, ki so v tvoji ekipi, so vedno na prvem mestu. In na koncu igraš boljše, igraš slabše, ampak s temi kvalitetami na koncu boš vedno zmagal. Gledaš na minuto odmora zdaj drugače kot trener, kot si včasih gledal na to kot igralec? Ja, predvsem je treba drugače razmišljati. Kot igralec prideš, se usedeš, poslušaš, zdaj pa treba veliko stvari razmišljati. Kaj boš povedal, zakaj si sploh poklical ta minuto odmora, kaj boš povedal, kakšne korekcije boš povedal, čim bolj jedrnate, da ne boš govoril vsem, da si igralec zapomne, in kaj hočeš, da je informacija, ko igralci zapustijo minuto odmora. In tukaj je s strani trenerja veliko bolj zahtevna minuta odmora kot s strani igralca. Vsi želijo to, da grejo igralci iz minute odmora
z jasno sliko, kaj želimo, in to je naloga trenerja, da jim to da. In prav zaradi tega je ta priprava 10-sekundna na minuto odmora zelo pomembna. Seveda tudi vloga pomočnikov trenerja. Ker se naša poletna rubrika imenuje Minuta odmora, bi te za konec še prosil, da z nami deliš eno najbolj nenavadnih minut ali smešnih minut odmora, ki si jih doživel kot igralec ali kot trener. Mogoče tukaj bom malo sebe pod avto vrgel, ampak bila je to v bistvu moja prva tekma kot glavni trener Bilbao. Igrali smo v Obradoiru in je prišel, mislim, da je bila tekma celo izenačena, zadnjih 10 sekund, time out, in jaz razmišljam zunaj, gledam moj plonk listek, katero akcijo bi rad odigral. Ok, to mi je bilo jasno, in imel sem neko petorko in nek igralec, ki je bil pomemben za ta klub, je bil iz igre. In jaz kot rookie trener grem, sosedem, ok, fantje, delamo to, pa to, pa to, pa to. In kar naenkrat vidim takole za mano, tukaj se en center jezi, kako to, da je on ven iz igre. Meni nič ni jasno, ker on ne bi smel biti ven iz igre. In jaz povem, ok, gremo, ok, gremo. Vse jasno je, gremo. In zdaj vprašam Počika, kaj se bo ta jezi zdaj? Reč, ne vem, zato ker ni v igri. Se rekel, kako ni v igri, vse je bil v igri. In zgodilo se je, da ta igralec, ki je bil pomemben za ta klub, ne bom povedal imena, v minuti odmora, ko sem jaz premišljeval, se je usedel in se je sam zamenil. In jaz kot rookie trener sem bil toliko osredotočen, da kaj moram povedati, kako bomo to akcijo izpeljali, da enostavno nisem registriral, da je on se sam pofočkal not in zdaj bom pa jaz igral. In on je zaradi tega, drug Američan je zaradi tega čist noril. In dobro, seveda, enkrat, ko smo šli igrati, ni bila menjava več možna. Na koncu se je vse skupaj dobro končalo s košem, ampak takrat je bila to sicer ena anekdota, ampak ogromna lekcija za mene. In zdaj vem, vsakič, ko pridem v timeout, rečem, igramo ta, pa ta, pa ta, pa ta, pa ta. Tako da ni nobene možnosti, da se kdo pofočka spet. Tako da v prvi tekmi sem dobil ogromno lekcijo, veliko lekcijo, kako je treba začeti timeout. Se pravi, povedati, kdo sploh igra. Je bilo dobro. Jaka, hvala lepa. Hvala vam.